21. stoletje je ustvarilo nekatere najbolj privlačne in vznemirjajoče skrivnosti, ki jih je digitalna vključenost še okrepila, saj je razkrila toliko, kot je tudi zakrila. Ti primeri ostajajo nerešeni, ker vsaka sled, ki bi morala prinesti razkritje, povzroči le še več vprašanj. Številka 20. Leta 2001 je nenavadna skrivnost zajela Združene države Amerike, ki je postajala še bolj nenavadna, ko so preiskovalci odkrivali vedno več. Začelo se je s skupino domnevnih izraelskih študentov umetnosti, ki so se naključno pojavili v 40 ameriških mestih in začeli obiskovati različne vladne urade. Domnevno so se večinoma pojavljali v pisarnah DEA pod pretvezo, da prodajajo umetnine agentom. Obiskali so tudi domove več agentov DEA in drugih uradnikov, kar je bilo precej srhljivo. V nekaterih primerih so domnevni umetniški študentje obiskali kraje, ki sploh niso bili javno znani, vključno z območji brez uradnih naslovov, kot so pisarne DEA, ki niso bile javno prepoznane kot take. Fantje, ki so prodajali umetnine, so s tem nadaljevali prvih 6 mesecev leta 2001. Po 3 mesecih je Urad za nacionalno protiobveščevalno vodstvo zaznal vzorec in marca je urad izdal opozorilo, da so bili opaženi tako moški kot ženske, ki so poskušali ubiti varnostne ukrepe objektov in vstopiti v zvezdne stavbe. Ženske v teh skupinah so bile po poročilih med srečanji z vladnimi uslužbenci spogledljive. 2 izmed teh skrivnostnih oseb sta bili v tem času aretirani zaradi domnevnega nedovoljenega vstopa. Pri njih so našli ponarejene zelene karte in vize. Več drugih so večkrat ujeli pri poskusu vstopa v stavbe skozi parkirne garaže in zadnja vrata. V enem primeru so enega od teh posameznikov ujeli, ko je hodil po hodnikih zvezdne stavbe Urokabel in nosil tloris. DEA, ATF, letalskisla, FBI, Secret Service in ameriška maršalska služba so v 6 mesecih dokumentirali do 130 incidentov. Vzorec je nakazoval, da so obveščevalne agencije tarča organiziranega zbiranja obveščevalnih podatkov, vendar nihče ne ve, za kakšen namen in za koga. Številka 19. 39-letni John Hua Vu je bil zaposlen v podjetju Boston Genome Therapeutics Corporation v Walthamu v Massachusettsu. Tukaj je John Hua delal kot višji znanstvenik in raziskoval molekularno biologijo ter funkcionalno genomiko. Vendar pa je 22. julija 2002 John Hua poklical v službo in povedal, da je bolan, ni pa povedal, za katero bolezen gre. Minevali so dnevi, ne da bi kdo kaj slišal od njega, in zaskrbljenost med sodelavci je naraščala. 26. julija so stopili v stik z lokalno policijo in zaprosili za preverjanje njegovega počutja. Policija se je odpravila do stanovanja in našla njegovo vozilo parkirano na parkirišču kompleksa. Ko so vstopili, pa moškega ni bilo nikjer. 6. avgusta 2002 je policijska uprava Walton vložila prijavo o pogrešani osebi, do takrat pa o Jean Hua že 2 tedna ni bilo ne duha, ne sluha. Okoliščine njegovega izginotja ostajajo nejasne. Od takrat ga nihče ni videl in oblasti niso prejele nobenih namigov, ki bi jim pomagali pri iskanju. Njegov primer se vodi kot primer pogrešane osebe in ostaja nerešen še danes. Pogrešani moški je opisan kot Azijec s črnimi lasmi in rjavimi očmi. Visok je 168 cm in tehta 46 kg. Ni znano, kaj je nosil v času izginotja, vendar lahko informacije posredujete policijski postaji Walton na številko 781 394 3600, številka 18. Leta 1977 je bil zaznan najbolj znan skrivnostni radijski signal iz vesolja. Vendar pa ga je leta 2003 zasenčilo podobno, a prav tako skrivnostno odkritje, ki ga je naredil SETI. Februarja tistega leta so astronomi, ki so sodelovali pri iskanju zunajzemeljske inteligence, usmerili radijski teleskop v Arecibu v Portoriku proti približno 200 delom neba. Ta isti teleskop je bil odgovoren za zaznavanje več nenavadnih, nepojasnenih radijskih signalov. Zdaj so poskušali znova zaznati iste signale, da bi jih podrobneje preučili, vendar so ob koncu analize podatkov ugotovili, da so vsi signali že izginili. Vsi razen enega. SHG B0-1+14a je bil edini preostali signal in, kar je bilo nenavadno, je postajal vse močnejši. Enako zaznavo so zdaj opazili že večkrat, vendar ostaja privlačna uganka. Strokovnjaki menijo, da bi jo lahko povzročil neznan astronomski pojav ali celo artefakt samega teleskopa.
Toda signal vztraja pri 1420 MHz, eni od glavnih frekvenc vodika, najpogostejšega elementa, ki oddaja in absorbira energijo. Astronomi pravijo, da signal prihaja iz območja med ozvezdjema Ribi in Oven, kjer v razdalji 1000 svetlobnih let ni znanih planetarnih sistemov. Strokovnjaki niso prepričani, kaj naj si mislijo o nenavadnem signalu, ki nosi neznan podpis iz neznanega vira, ki se ne ujema z nobenim znanim astronomskim objektom. Nekateri astronomi trdijo, da bi, če bi zunajzemeljska bitja poskušala naznanjati svojo prisotnost, to najverjetneje storila prav na tej frekvenci. Številka 17. Guy Kiefer je delal za francoski finančni časopis od leta 1984 do 2002, nato pa se je odpravil v Zahodno Afriko, kjer je delal naslednji 2 leti. Medtem, ko je bil tukaj, je pisal o politični korupciji v afriških vladah, prav tako pa si je pridobil naziv povzročitelja težav, ki je povzročil konflikte na 3 celinah. Aprila 2004, ko je bil nameščen na slonokoščeni obali, je novinar raziskoval občutljivo temo, ki bi ga nedvomno izpostavila še večjim konfliktom. Pisali je o eksplozivni mešanici dobičkov od kakava, politike in strelnega orožja, o razvijajoči se zgodbi, v katero je bila vpletena vlada slonokoščene obale, kar naj bi vodilo do domnevnih groženj, zaradi katerih je bil Guy zaskrbljen za svojo varnost. In po besedah prijateljev in družine je 54-letnik izrazil svojo zaskrbljenost in trdil, da so mu grozili zaradi zgodbe, o kateri je poročal. In le nekaj dni kasneje, 16. aprila, je Guyov mobilni telefon, ki je bil običajno nenehno v uporabi, nenavadno utihnil. Tistega dne so novinarja videli, ko je okoli 13. ure odhajal z parkirišča nakupovalnega centra Abidjan. Na to območje ga je pritegnila informacija, ki jo je prejel v zvezi z zgodbo o korupciji v vladi slonokoščene obale. In ko je prispel tja, se je njegova časovnica ustavila. Dogodki na tem parkirišču niso znani, okoliščine njegovega izginotja pa so nejasne. Kasnejše preiskave so pokazale, da je bil zadnja oseba, ki je novinarja videla živega, Michel Legras, poslovnež in brat predsednika slonokoščene obale Laurenta Gbagboja. Legras je zagotovil seznam imen slonokoščencev, ki bi lahko bili vpleteni v Guyovo ugrabitev. Sodni postopki, ki so sledili, niso privedli do nobenega zaključka. Guy je bil še vedno pogrešan in nihče ni vedel zagotovo, kaj se je tistega dne zgodilo. In nihče ga od takrat ni videl ali slišal zanj. Številka 16. Bil je 21. februar 2005 ponedeljek, ko je modri terminal letališča Melbourne postal prizorišče strašljivega in skrivnostnega dogodka. Tisti dan so omotica, slabost in glavoboli prizadeli le ta terminal, vplivali na 57 ljudi in sprožili takojšnjo preiskavo strani reševalnih služb. Mediji so širili idejo o uhajanju plina in trdili, da je to vzrok za nenadne težave z dihanjem in nepojasnjene simptome. Vendar kemične analize niso odkrile nobenih sledi plina v zraku in nobeno uhajanje ni bilo nikoli najdeno. Opravili so teste kakovosti zraka, vendar strokovnjaki v zraku niso našli ničesar, kar bi lahko pojasnilo ta nenaden pojav. Prva žrtev je bila prijavljena ob 7:12 tistega jutra, ko je uslužbenec tiskovne agencije, katere delovno mesto se nahaja v terminalu, omedlel ob vznožju tekočih stopnic. Tudi drugi uslužbenec iste tiskovne agencije je omedlel s podobnimi simptomi. Malo po 9. uri zjutraj je zbolela ženska, ki je delala na okencu American Express, 15 metrov stran. Kmalu zatem so zboleli še 3 drugi uslužbenci, ki so delali na tem okencu. Do 2. ure popoldne so prijavili še zadnji primer. Od 57 prizadetih jih je bilo, 47 prepeljanih v bolnišnico, preostalih 10 pa je pomoč odklonilo. Vse žrtve so si popolnoma opomogle, le nekaj jih je v naslednjih dneh poročalo o preostalih simptomih. Ko preiskave zraka in bolnišnične preiskave niso dale rezultatov, so oblasti začele iskati skupen vir izpostavljenosti v terminalu, vključno s hrano in vodo, vendar niso našli nobene povezave. Ob koncu preiskave so skrivnostno bolezen, ki je razsajala po terminalu, pripisali klasični množični psihogeni bolezni, skupni blodni. A vendar bi se žrtve s tem ne strinjale. Številka 15. 20-letni Jason Ellis je živel v Indianapolisu v zvezni državi Indiana, kjer je stanoval skupaj z nekaj prijatelji iz srednje šole v stanovanju C na naslovu Willow Tree Lane, 9820. Okoli 4. decembra 2006 je Jason od svoje matere, Neatris Billingsley, prejel nekaj denarja, da bi zamenjal hladilnik v svojem avtomobilu. V tem času so prijatelji, ki so živeli z njim, odšli iz mesta.
Ko so se vrnili, Jasona ni bilo več, vendar temu niso posvečali posebne pozornosti. Ugotovili so, da nekaj njegovih stvari manjka in so domnevali, da je odšel. Nekaj dni kasneje pa je njegova mati postala zaskrbljena, ker se ni oglasil od 4. decembra dalje in ga je prijavila kot pogrešanega na lokalni policijski postaji. Preiskovalci so se pogovorili s stanovalci, ki so pojasnili, da so mislili, da je odšel in odnesel svoje stvari s seboj, vendar je bil njegov avto še vedno parkiran pri stanovanju. Nadaljnja preiskava je razkrila, da Jason ni prevzel svojih zadnjih 2 plač in da njegova debetna kartica ni bila uporabljena. Niatra se je odpeljala v Indianapolis, da bi govorila s policisti in medtem ko je bila na tem območju, je naletela na eno od sinovih majic, čeprav so okoliščine tega odkritja nejasne. Ob preiskavi stanovanja so preiskovalci ugotovili, da manjka odeja pogrešane ženske, kar je okrepilo teorijo, da je bila vpletena kazniva dejanja. Vendar v stanovanju ni bilo nobenih dokazov o boju. Primer ni bil deležen nobene medijske pozornosti in iskalne skupine niso bile oblikovane. Niče je ostala sama, preiskovala smetnjake in ribnike, a ni našla ničesar. Leta 2008 je detektiv metropolitanske policije Indianapolisa Charles Gould prevzel preiskavo in sledil več namigom, vendar prav tako ni našel ničesar. Primer je od takrat zastal, odgovore pa so zamenjale le teorije. Jasona so opisali kot Afroameričana, visokega okoli 183 cm in težkega približno 73 kg. Imel je črne lase in rjave oči, znano pa je bilo, da ima prebodeni obe ušesi in odkrušen sprednji zob. Informacije v zvezi z njegovim izginotjem lahko posredujete metropolitanski policiji Indianapolisa na številko 317 413 7440, številka 14. Ob koncu leta 2007 je Google opazil nenavadno anomalijo. Anomalija Google Spike iz leta 2007 ni bila omejena le na nekaj besed. Namesto tega je prišlo do velikega porasta iskanj na Googlu za skoraj vsako možno poizvedbo. Poplave iskanj pa ni bilo mogoče pripisati zgolj ljudem. Široko razširjena teorija je bila, da je bil ta porast posledica tehnološke težave, neke vrste napake, ki je povzročila iskanje skoraj vseh mogočih poizvedb tipa kdo, kaj in kdaj. Dejansko so se človeška iskanja osredotočila na izid prvega iPhona, zvezdniško kulturo ter priljubljene filme ali TV oddaje, kar nakazuje, da je bil porast posledica tehnološke napake. Nekateri pa verjamejo, da je bila skrivnostna napaka delo zloveščega posameznika ali organizacije. Ena izmed najboljših domnev v tem primeru je, da je nekdo, morda celo konkurent, poskušal razbiti Googlov iskalni algoritem, kar je povzročilo porast iskanj, ki ni bil človeškega izvora. Strokovnjaki pa ne morejo biti prepričani, kaj je to povzročilo. Dogodek je bil preprosto nenavaden in zaskrbljujoč, saj je Google vodilni iskalnik, ki hrani osebne podatke milijard uporabnikov. Številka 13. Stephen Cooper se je rodil leta 1961 in je bil nekdanji častnik teritorialne vojske, ki je živel v območju Goldcar v Huddersfieldu, zahodni Yorkshire. Ima partnerko, s katero imata enega otroka in so mu diagnosticirali redko genetsko bolezen, znano kot Marfanov sindrom. Bolezen je Stephenu oteževala hojo, zato je včasih uporabljal sprehajalno palico. Bilo je 21. januarja 2008 na Stephenov 47. rojstni dan, ko je nepojasnjeno izginil. Okoli 3:40 zjutraj naj bi zapustil svoj dom v Goldcarju, pri tem pa pustil telefon, potni list in bančne kartice doma. Ni pustil nobenega sporočiva za svojo partnerko ali otroka in se je odpeljal s svojim modrim Ford Focusom. Vozilo so tisti dan kasneje opazili, ko je potovalo proti severu po avtocesti A1 iz Londona proti Edinburgu. Teden dni kasneje bi ga odkrili na makadamski cesti med Kingasejem in Speen Bridgen, blizu škotskega višavja. V vozilu ali okoli njega niso našli nobenih sledi Stephena. Ford je vseboval le en dokaz in to je bil račun iz trgovine Morrisons v Greenoku. Na listu papirja je bil časovni žig ob 9:48 zjutraj na dan izginotja. Na njem sta bila navedena 2 brezalkoholni pijači, 2 mafina, 2 vnaprej pripravljena sendviča in 1 steklenica viskija. Vsa živila razen enega so bila najdena v vozilu. Steklenica viskija je manjkala seznama in je nikoli niso našli. Kartonasta cev, v kateri je bila steklenica, pa je ostala za njo. Ni znano, ali je Štefan kupil te predmete, saj ni imel denarja pri sebi, vendar so njegove bančne kartice ostale doma in ni bilo znano, da bi nosil gotovino. Družina in prijatelji verjamejo, da morda nekdo ve več o njegovem izginotju.
Po odkritju vozila je bila izvedena obsežna iskalna akcija na tem območju, v kateri so sodelovali iskalni psi, gorska reševalna služba in helikopterji, vendar o njem niso našli nobene sledi in Štefan je še danes pogrešan. Razširjena je bila starostno napredovana slika njega v upanju, da ga bo kdo prepoznal. Informacije o tej pogrešani osebi pa lahko posredujete dobrodelni organizaciji Pogrešani ljudje na številko 116 000. Številka 12. Decembra 2009 se je na nebu nad Norveško pojavil nenavaden pojav, ki je med domačini in znanstveniki vzbudil tako strah kot tudi radovednost. V zgodnjih jutranjih urah noči se je zgodila norveška spiralna anomalija. Vidna je bila tudi iz Švedske in so jo fotografirali iz tega območja. Anomalija se je pojavila kot žareča modra svetloba, ki je poletela v nebo, in v nekaj sekundah so opazovalci gledali, kako se je pred njimi začela odvijati velikanska spirala, ki je izhajala iz središča navzven. Ko se je popolnoma razširila, so očividci trdili, da je iz središča žarela zeleno-modra svetloba, ki je tam ostala 2 minuti in je z vsakim trenutkom postajala svetlejša, preden je popolnoma izginila. Po več poročilih se je notranji objekt pojavil kot velikanska ognjena krogla, ki je krožila in ustvarjala velike obroče, ki so se širili navzven. Slike in videoposnetki so preplavili internet, spremljala pa jih je špekulacija, da je ta nepojasnjen pojav pot v alternativno dimenzijo. Ker ni bilo neposredne znanstvene razlage za dogodek, so si opazovalci ustvarili lastne zaključke. Nekateri so povezovali norveško spiralno anomalijo s Project Bluebeam, medtem ko so drugi predlagali povezavo z velikim hadronskim trkalnikom. Nenavadno je, da se je manj spektakularen dogodek zgodil že mesec dni prej, prav tako na Norveškem. Kljub vsem teorijam in spornih razlagam natančnega izvora, anomalije ni bilo mogoče z gotovostjo določiti. Številka 11. Jonathan Jacob Gross, prebivalec Cibola v Teksasu, je bil star 30 let, ko je izginil 8. oktobra 2010. Tistega dne je zapustil območje Cibola, da bi opravil delo v mestu Converse, ki je oddaljeno 8 mil. Ko so ga nazadnje videli, kako zapušča območje, je bil v svojem črnem karavanu Chevy Caprice iz leta 1986. Jonathan nikoli ni prispel na delo in tisti dan je bil zadnji, ko ga je kdo videl ali slišal od njega. Dan kasneje so karavan našli zapuščen v mestu New Braunfels v Teksasu. Pustili so ga na naslovu 1400 Loop 337, blizu reke Guadalupe na avtocesti 46. Nenavadno je bilo, da so bila vsa vrata zaklenjena, ključi avtomobila pa so bili puščeni v notranjosti. Zraven je bilo priloženo tudi nerazumljivo sporočilo, ki se je nanašalo na nedoločene laži in zahtevalo, da neka neznana oseba pove resnico. Preiskovalci so našli tudi prazno škatlo za pištolo. Kasnejše iskanje območja, ki so ga izvedli policisti in enote s psi, ni prineslo nobenih sledi. Od njegovega izginotja ni bilo nobene finančne aktivnosti na nobenem od njegovih računov. Njegova družina in prijatelji verjamejo, da zanj ni bilo značilno, da bi izginil, ne da bi jih kontaktiral, prav tako pa ne bi prostovoljno zapustil svoje hčerke. Ko so ga nazadnje videli, je nosil modro srajco s kratkimi rokavi na gumbe, olivno-zelene kratke hlače s številnimi žepi in svetlo-rjave nizke čevlje. Ima tudi srebrni križ James Avery. Informacije o njegovi lokaciji lahko posredujete policijski postaji New Braunfels na številko 830 221 številka 10. Leta 2011 je ena največjih kršitev varnosti podatkov v zgodovini pretresla svet in ostaja danes še vedno neporavnana. Od 20. aprila do 14. maja je prišlo do izpada omrežja PlayStation, ki je bil posledica zunanjega vdora v Sonyjevo omrežje in storitve Curiosity. Kršitev varnosti podatkov je ogrozila 77 milijonov računov, pri čemer so neznani storilci dostopali do osebnih podatkov. Dogodek je prizadel uporabnike PlayStation 3 in igralce PlayStation Portable. Napad se je zgodil med 17. in 19. aprilom, zaradi česar je Sony 20. aprila izklopil PlayStation Network. Sony je priznal, da podatki uporabnikov v času vdora niso bili šifrirani. Šifrirani so bili le podatki o kreditnih karticah, hekerji pa so lahko dostopali do osebnih podatkov, vključno z uporabniškimi imeni, gesli, domačimi naslovi in e-poštnimi naslovi. Kljub temu je Sony teden dni kasneje uporabnike opozoril, naj preverijo svoje bančne izpiske, kar nakazuje, da bi lahko bili podatki o kreditnih karticah ogroženi.
Uporabniki so bili nato oškodovani zaradi vdora v omrežje, vendar je ostala skrivnost, kdo je stal za največjim vdorom v zgodovini in najdaljšo nedosegljivostjo omrežja PlayStation doslej. Od takrat se je pojavilo več teorij, ki so navajale možne osumljence, od naključnih rekreativnih hekerjev do skupine Anonymous. Akter, ki je stal za tem dogodkom, je bil nedvomno profesionalec. Njihov vdor ni bil le obsežen, temveč za seboj niso pustili nobenih sledi svojega dejanja, zaradi česar je vdor v PlayStation Network ostal nerazrešena skrivnost. Številka 9. Leta 2012 je 36-letni Lee Steven Ox živel v mestu Leadville v Coloradu, kjer je tudi delal v gradbeništvu. Lee ima burno preteklost, saj ima 2 naloga za prijetje zaradi hudega kaznivega dejanja, ki ju je izdal okrožje Arapahoe. Kaznensko kazen je prestajal v centru za pridržanje Sullivan in bil pod strogim probacijskim nadzorom, ki je od njega zahtevala, da vsako jutro opravi telefonski klic in nosi elektronsko zapestnico na gležnju. Za Leeja pravijo, da je imel nasilne težnje in da jemlje dnevna zdravila, vendar javnosti ni znano, zakaj jih jemlje. Bilo je 29. oktobra 2012, ko je Lee izginil. Bil je na gradbišču blizu rudnika Climax, severno od Leadvilla, kjer so ga nazadnje videli. Zdi se, da je območje zapustil s svojim vozilom. Oblasti so bile o njegovi izginotju obveščene že naslednji dan, ko se ni oglasil pri svojem pogojnem nadzorniku. Vendar pa je minilo še 2 tedna, preden se je pojavila prva sled. Sled se je pojavila, ko so odkrili vozilo Leeja, ki je izginilo skupaj z njim. Našli so ga zapuščenega na Methodist Mountain v Salidi v Coloradu, na koncu ceste County Road 110. V vozilu so bili njegov mobilni telefon, denarnica in njegova dnevna zdravila. Preiskovalci niso našli nobenih znakov kaznivega dejanja v vozilu ali okoli njega. Prav tako niso našli ničesar, kar bi jih pripeljalo do kraja, kjer se nahaja Lee Ox. Od njegovega izginotja je minilo že več let, oblasti pa v tem primeru niso izključile možnosti umora. Lee je bil opisan kot oseba s svetlimi lasmi in modrimi očmi. Visok je približno 152 cm in tehta okoli 88 kg. Na levi roki ima več tetovaž. Informacije pa lahko posredujete detektivom na številko 719 530 572 8. V dolini Coyote na jugu San Joseja, ob meji s Coyote v Kaliforniji, stoji transformatorska postaja PG&E Metcalf za prenos električne energije. Pomemben elektroenergetski objekt, ki oskrbuje s elektriko domove in podjetja v Silicijevi dolini. 16. aprila 2013 je postaja postala predmet še vedno nerazrešene skrivnosti, ki je povzročila obsežno škodo in v javnosti vzbudila strah, saj so se ljudje spraševali, ali je to le prvi v nizu stopnjujočih se dogodkov. Tistega dne je ostrostrelski napad na Metcalf povzročil razdejanje v Kaliforniji. Začelo se je ob 0:58, ko so neznane osebe zdrsnile v sence, medtem ko so se prikradle proti optičnim telekomunikacijskim kablom podjetja AT&T. Kabel so prerezali tik pred San Josejem, blizu ameriške ceste 101, s čimer so začeli velik napad. Ob 1:30 so nadzorne kamere, usmerjene v verižno ograjo okoli transformatorske postaje, zabeležile svetlobni žarek, za katerega menijo, da je bil iz ročne svetilke. Svetlobnemu žarku so hitro sledile iskre krogel, ki so zadele ograjo, sprožile alarm in senzorje gibanja. Nekaj minut kasneje je šerifov oddelek okrožja Santa Clara prejel klic inženirja, ki je bil v bližini postaje in je poročal, da je v okolici slišal streljanje. Šele ob 3:15 zjutraj je nekdo ugotovil, od kod prihajajo glasni poki. Takrat je delavec podjetja PG&E prispel in ugotovil obsežno škodo na postaji Metcalf. Prva skupina transformatorjev, zdaj iznakažena, je iztekla 52.000 galon olja. Tistega dne so na kraju dogodka, ko so prispeli organi oblasti, našli tulce in tako je bilo jasno, da je bil napad delo profesionalcev. Vojaški strokovnjaki so opazili, da na praznih tulcih vojaškega razreda ni bilo prstnih odtisov. 17 transformatorjev je bilo poškodovanih, za popravila pa je bilo potrebnih $15 milijonov. Zaradi posledičnega izpara elektrike je bilo treba preusmeriti napajanje, nekatera naselja pa so ostala popolnoma brez elektrike. Kljub temu, da je bila ponujena nagrada za aretacijo in obsodbo odgovornih. Storilci nikoli niso bili identificirani in ostrostrelniški napad v Metcalfu ostaja nerešen. Številka 7. Christy Lynn Richardson se je rodila leta 1952. Leta 1972 pa se je poročila s svojo srednješolsko ljubeznijo Ronaldom Richardsonom.
Par je skupaj vzgajal 2 otroka v Casperju, Wyoming. Leta 2013 je Ronald umrl. Christy pa je ostala sama, da vodi njuno podjetje Richardson Trucking, ki se nahaja na naslovu 6800 West Yellowstone Highway. Leta 2014, leto po moževi smrti, je Christy, ki je bila takrat stara 61 let, izginila. 6. oktobra tistega leta so jo nazadnje videli v njenem domu na 24. ulici okoli 19:45 zvečer. Naslednje jutro so sodelavci začutili, da je nekaj narobe. Christy se naslednji dan ni pojavila na delu in sodelavci so takoj obvestili njeno družino. Njena hči Amber je skupaj s svojim možem Petrom odšla do hiše Richardsonovih in ugotovila, da je Christin avto še vedno tam, še vedno je bil v garaži. Po kratkem pregledu hiše je Amber poklicala policijo. Hiša pogrešane ženske je bila zaklenjena, nobeno od vozil ni manjkalo, njen mobilni telefon je bil še vedno na postelji, njena torbica s $700 pa je bila na kuhinjskem pultu. Dalžinski upravljalnik za garažna vrata, ki je bil običajno v njeni torbici, pa ni bil nikjer viden, posteljnina pa je bila prepojena s tekočino, ki je spominjala na telesno tekočino, vendar nikoli ni bilo potrjeno, zakaj je šlo. Preiskovalci so njeno izginotje postavili v čas med 19:45 in 23:30 tistega večera. Telefonski zapisi so pokazali, da je tik pred 20:00 prejela rutinski klic. In naslednji klic ob 22:00 je ostal neodgovorjen. Med pregledovanjem finančnih zapisov podjetja so preiskovalci našli ljubezenska pisma, ki jih je poslal eden od zaposlenih. Kljub soočenju se pisma niso ustavila. Zaposleni Bud Boyles je le nekaj dni prej dal odpoved v podjetju. Večkrat so ga zaslišali, uradniki pa so iz njegovih telefonskih zapisov ugotovili, da na večer izginotja pred 20. uro ni bil v bližini. Kje je bil potem, ni znano. Opisana je bila kot oseba s sivorjavimi lasmi in rjavimi očmi. Bila je visoka 163 cm, tehtala je okoli 52 kg in nazadnje so jo videli oblečeno v kapri hlače, enobarvno majico in ravne čevlje. Informacije lahko posredujete policijski upravi Casper na številko 307 235 8202. Številka 6. Med letoma 2014 in 2015 je 5 neodvisnih mornariških pilotov trdilo, da so med izvajanjem vadbenih manevrov od Virginije do Floride na letalonosilki Theodore Roosevelt videli čudne neidentificirane predmete. Mornariški piloti so sedli na intervju za časopis New York Times, ki je njihove izjave podrobno opisal in izpostavil podobnosti med posameznimi opažanji. Intervjuji niso bili objavljeni vse do maja 2019. Po poročilih so lovski piloti videli predmete brez očitnih motorjev ali reaktivnih izpuhov. Domnevno so dosegali tudi hipersonične hitrosti in lahko leteli na nekonvencionalnih višinah. Za enega od predmetov naj bi rekli, da je lebdel 30,000 čevljev nad morsko gladino. Lahko je izvajal hitra pospeševanja, ki bi bila za človeške pilote usodna. Poročnik Ryan Graves je poročal, da so bile te stvari v zračnem prostoru ves dan. Ko se je nekega popoldneva vrnil na bazo, je Graves naletel na drugega pilota, ki je bil videti v šoku. Pojasnil je, da sta z njegovim krilnim kolegom letela v tandemu, ko se je nekaj pojavilo med njima. Predmet je opisal kot sfero, ki obdaja cev, kar so potrdili vsi intervjuvani piloti. Srečanja niso bila omejena samo na teh 5 moških. Obstajalo je več dokumentiranih primerov, ki so privedli do posodobitve smernic mornarice. Tiskovni predstavnik Joseph Gradisher je napovedal povečanje opažanj in povedal, da ne vedo, kdo stoji za temi objekti ali kaj so. Niso imeli dovolj podatkov, da bi spremljali pojav in ustavili vdor. V času, ko so se ti dogodki dogajali, je več pilotov domnevalo, da gre za zelo tajni napredni program brezpilotnih letal, vendar nobeno podjetje ali obveščevalna agencija nikoli ni prevzela odgovornosti. Zračni pojav se je nadaljeval brez jasnih odgovorov o tem, kaj so ti objekti ali odkot prihajajo. Številka 5. Prebivalec Blackleya v Oregonu, Sanford David Rice, je bil leta 2016 star 75 let. Kljub svojim letom je občasno užival v pohodništvu kot izkušen pohodnik in so ga imeli za telesno in duševno sposobnega. 23. junija tistega leta se je Sanford odpravil na enega od teh krajših izletov, vendar se ni vrnil domov. Potem, ko je zapustil svoj dom v Blackleyu, o njem ni bilo nikoli več slišati. Sanford se je odpravil na pohod v območje jezera Marion ob avtocesti 22.
Več drugih pohodnikov ga je videlo na tem območju blizu jezera Marion, vendar se moški ni mogel vrniti domov svojega izleta. Njegovo vozilo so takoj našli, zapuščeno na začetku poti Marion, ker so policisti našli njegove potrdila o vstopu. Računi so kazali, da bo Sanford tam preživel le en dan in da ima dovolj sredstev preživeti to obdobje. Čuvaji in policijsko osebje so se združili, da bi izvedli obsežno iskanje območja. Nobenih sledi o tem, kje bi se moški lahko znašel, niso našli. Prav tako ni bilo nobenih znakov o tem, kaj se je tisti dan tam zgodilo. Družine in prijatelji vztrajajo, da je bil izkušen pohodnik in ne verjamejo, je šlo za nesrečo pri pohodništvu. Kljub iskanju Sanford nikoli ni bil najden in od takrat ga nihče ni videl. Ko je izginil, je nosil belo majico in kratke hlače ter imel s seboj vrečko na vrvico. Opisan je kot oseba s sivimi lasmi in modrimi očmi. Visok je približno 168 cm in tehta okoli 73 kg. Takrat je imel brado, informacije pa lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Lynn na številko 541 967 3950 z uporabo številke primera agencije 1610 471. Številka 4. Med februarjem in marcem 2017 so uporabniki Reddita opazili srhljiv račun, ki je namigoval na nekaj zloveščega in skrivnostnega. Pod naključenimi in priljubljenimi temami je račun Fujita Giken 001 objavljal sporočila v polomljeni angleščini, od katerih so bila nekatera enaka drugim komentarjem, ki jih je objavil pod različnimi temami. Eden najbolj ponavljajočih se sporočil, ki so jih uporabniki Reddita našli, je bil stavek: "Soočen sem z resnimi težavami glede človekovih pravic pri Fujita Giken Thailand. Prosim, pomagajte mi." S pomočjo raziskovanja so uporabniki interneta odkrili tovarno na Tajskem z imenom Fujita Giken, ki se ukvarja s proizvodnjo posebnih barvil, orodij, pritrdilnih naprav in priprav. V enem izmed manj opaznih komentarjev je uporabnik uporabil izraz nadlegovanje na delovnem mestu. Stavek je bil napisan v japonščini, ta izraz pa se v državi pogosto uporablja, ko govorijo o zlorabi na delovnem mestu. V tem primeru je veliko ljudi domnevalo, da je bila oseba žrtev prisilnega dela in da je bil to njen poskus klica na pomoč. Več Reddit skupnosti, vključno z RBI, je raziskovalo račun in celo stopilo v stik s tovarno, vendar niso prejeli nobenih odgovorov. Ni bilo mogoče ugotoviti, ali je bil račun pristen, obupan klic na pomoč žrtve ali internetna potegavščina. Mesec dni kasneje je račun utihnil in nihče ne ve, ali so jih kdaj rešili iz njihove stiske. Številka 3. Basil Tolson Jr. je iz Hazel Green, Kentucky in je bil star 32 let, ko je izginil junija 2018. 2. junija je nazadnje stopil v stik s svojo družino iz Trinidada v Kaliforniji. Domnevno jim je povedal, da dela na farmi konoplje v okolici Trinidada. Po tem pogovoru pa niso več slišali z njim. Bil je znan po tem, da je pogosto zahajal na Arcata Plaza, Kane Road in Orek, blizu narodnih parkov Redwood. Ko se družina in prijatelji v tednih potem niso mogli slišati z njim, so ga prijavili kot pogrešanega šerifovemu uradu okrožja Humboldt, ki je na podlagi namigov povedal, da je bil v območju sladkovodne lagune. Sladkovodna laguna se nahaja med Oreckom in Trinidadom pri izlivu potoka Redwood. Kljub iskanju območja ni bilo nobene sledi za njim. Basilova družina še naprej prosi za informacije prek družbenih omrežij ter objavlja posodobitve, namige in obletnična sporočila v Facebook skupini Iskanje Basila Tolsona. Izginotje do danes ostaja nerazrešeno. Basila so opisali kot osebo z lešnikovimi očmi in rjavimi lasmi. Visok je 6 čevljev in tehta okoli 180 funtov. Informacije lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Humboldt na številko 707 445 7251, številka 2. Oddelek Grand Anse, ki se nahaja v zahodnem delu južnega polotoka Tiburon, je eden od 10 oddelkov Haitija. Toda 14. aprila 2019 je Grand Anse postal povezan z zanimivo skrivnostjo in postal eno izmed več krajev po svetu, kjer so se pojavili nepojasnjeni zvoki. Prav to nedeljo, med 15. in 16. uro, se je po ulicah Grand Anse razlegel mogočen, neoseben hrup. Prebivalci so ga opisali kot velikansko eksplozijo in sprva jih ni preveč skrbelo, saj so verjeli, da mora imeti očiten izvor, a jih je nenadoma zajel strah, ko so ugotovili, da oblasti niso mogle izslediti izvora hrupa, niti pojasniti njegovega vzroka.
Nekateri so predlagali, da gre za prebujanje vulkana, vendar to območje ni bilo znano po nobenem. Obstajala sta le dva, ki sta bila speča in sta se nahajala daleč izven prizadetega območja. Strokovnjaki za geologijo in vulkansko dejavnost so ovrgli idejo, da je eksplozija v departmaju Grand Anse povzročil potres ali vulkan, ter namesto tega domnevali, da je šlo za meteorit, ki je eksplodiral v atmosferi in padel na tla. Vendar pa nikoli niso našli mesta udarca. Po tem nenavadnem dogodku in kratki preiskavi skrivnosti nikoli več niso omenili. Obstajalo v nekaj člankih in kratkih razlagah ter še krajših teorijah. 2 dni po eksploziji in 6 ur stran od Grand Anse so zabeležili potres z magnitudo 3,8 po Richterjevi lestvici. Nikoli ni bilo potrjeno, ali obstaja povezava, vendar sta tako skrivnostna eksplozija kot potres pustila skupnost v visoki pripravljenosti. Številka 1. Amanda Nicholton se je leta 1992 rodila Ruth Ann. Za njo so govorili, da je imela težavno preteklost in se je selila iz hiše v hišo s svojimi sorodniki v Fellsmeru na Floridi. Leta 2020 je 27-letna delala kot natakarica in barmanka, vendar je do marca izgubila svojo službo v lokalu. 2 marca se je pojavila pri svoji teti na naslovu 13400 na 99. ulici v Fellsmeru. Bila je 3 ure zjutraj, ko je prispela, medtem ko sta njena teta in njen mož spala. Pogovorila se je s svojim najstarejšim sinom in mu povedala, da bosta peš odšla nazaj do hiše njenega fanta na North Hickory, pol milje stran. Amanda se tisto noč ni pojavila pri hiši svojega fanta in to je bilo zadnjič, da so njeni prijatelji in družina slišali za njo. 3 dni kasneje je bila prijavljena pogrešana oseba na šerifovem uradu okrožja Indian River, potem ko je njeni sorodniki niso mogli priklicati. Od takrat ni bilo nobene aktivnosti na njenem bančnem računu, telefonu ali družbenih omrežjih. Oblasti so našle osebne predmete, za katere verjamejo, da so pripadali pogrešani ženski. Predmeti so bili zapuščeni na 141. aveniji, blizu kanala C54, 2 milji stran od doma njene tete. 4 dni kasneje so preiskovalci izvedli hišno preiskavo v eni izmed hiš na tem območju. Modri poltovornjak GMC Sierra, med drugim, so zasegli na posestvu in ga označili kot predmet zanimanja, ki bi lahko bil povezan z izginotjem. V primeru Amanda Town sumijo kaznivo dejanje, preiskava pa še vedno poteka. Vse informacije lahko posredujete šerifovemu uradu okrožja Indian River na številko 722 569 67 000. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Anonimnih in se vidimo v naslednjem videu.